Andreja v novem vlogu in smo že na poti naprej, kar slabe volje, da smo mogli zapustiti ta plac, ker nam je bil res všeč. Res nikogar nismo srečali, taki so nam najbolj všeč, da sam divje živali vidimo. Tako da ja, no, sicer nisva glih najbolj spala, ker danes spet ful piha. Po noči je do 30 vozlov pihal, ampak naj bi do nedelje zdaj začeli še bolj, oziroma naj bi 3 dni konstantno pihal 45 vozlov. Tako da ja, smo rekli, da bolj da gremo naprej, ker naj tam bolj gor na severu ne bi to pihali, tako da upamo, da bo malo spustili. Tak je plan. Itek so se zdaj prestavila zaradi vetra, ker v 45 vozlih se je že izkusila spati, pa ni glih prijetno, pa tako nam je tudi vode zmanjkalo, tako da ta plac smo res izželi do konca, kakor smo ga lahko. Se pa definitivno, če se še kdaj vrneva na Pelopones, bo prišla še enkrat sem verjetno spet za en teden ali pa še kaj tle. Ja. Štapka se tudi strinja. Danes sva se na poti skozi peljala mimo polnih dreves pomaranč, tako da sva se ustavila vmes, pa jih 6 narabutala. Upam, da ne pridejo preganjati, tako da zdaj bo probala eno samo lupo, da so dobre. Zelo so okusne. Vse so že dišale, samo odtrgal sem jih, pa mi je roka cela dišala po pomarančah. Včeraj smo ostali še na tem mestu, čeprav ni nekaj ekstra posebnega, zato ker tam naprej, kamor imamo namen iti, še vedno ful piha, danes malo manj, no, tako da zdaj se bomo naprej prestavili. Včeraj smo pa raje bili tukaj, kjer je bilo malo bolj zatišje. Ja, da smo vsaj dobro spali. Danes gremo pa zdaj najprej pogledati eno nasedlo ladjo, za katero sta v bistvu 2 teoriji, kako je nasedla in zakaj je zdaj tam, kjer je. Prva je, da je bila uporabljena za tihotapljanje telih cigaret med Turčijo pa Italijo in potem so jo dobili, so jih zasačili in so ladjo zasegli. Je bila pol v portu blizu tega prostora, kjer je zdaj nasedla. Ne vem, kako se že imenuje, Gitio. Ja. Gitio, v onem portu je bila, ampak pol, ker so hoteli, lastniki v bistvu so hoteli skriti dokaze o njihovem tihotapljanju, so jo ven iz porta spravili in naj bi jo tudi zažgali in zato je pol nasedla, ker so pač pustili, da pač nasede in da se uniči, da je čim manj dokazov v njihovem dejanju. Ja, druga verzija je pa zapisana v eni knjigi, ko naj bi na začetku decembra leta 80 kapitan ladje ful zbolel in so zato mogli se ustaviti v tem Gitio portu, ker je pač bil očitno zelo bolan, je dolg časa tam stala, zato so nastali že razni finančni problemi, posadka ni imela nič za delati, nekaj z motorjem je bilo narobe tudi, tako da so posadko odpustili in tista ladja pač tam stala do junija naslednje leto, ko je pristaniška uprava rekla, da pač ne more več tukaj stati, zato ker ni več varno. Štriki so ratali pač žibogi, neka voda naj bi vanje vdirala in so rekli, da jo bojo zaradi varnosti dali ven iz porta in jo bojo nekje zasidrali.
oziroma da naj to lastniki naredijo, lastniki niso ukrepali in potem jo je neke noči, mislim, da zaradi slabega vremena ven odnesli iz porta, kjer so jo začasno zasidrali, ampak tudi tam ni več zdržala in jo je morje odneslo na to plažo, kjer je trenutno od konca decembra leta 1981. Tako da ja, ne vemo zdaj točno, kako je tja prišla, ampak je pa dejstvo, da je tam že več kot 30 let. Tako da zdaj gremo pa pogledati. 40 let. 40 let, ja, v bistvu več kot 40 let že tam. Bomo šli zdaj pogledati, pa mogoče bo ocenila, katera opcija je bolj verjetna. Je pa drugače dolga 67 metrov, tako da je kar velik kos. Ja. Zdaj smo se parkirali zraven ene cerkvice, imamo lep pogled na morje, jutri bomo pa verjetno šli kar zjutraj že naprej, pa nekam hoditi. Bomo videli, če bo vreme ok. Držimo pesti, da bo, ja. Je pa to za ta vlog, tako da se vidimo jutri. Ja.